slikate prej nekaj, ki ima prav, je evropska ekomarjetica, ker je to produkt naših kupnjev. Hvala lepa. Kje pa je od... To bo tako marjetica, pred Makonovička zraven, ne drevo. Evo je. Sedmo leto delovanja je za našo družbo, lahko rečemo, kar zelo zanimivo, precej drugačno kot prejšnja leta, kajti to je bilo prvo leto, v katerem nismo, kot rečemo v navednicah, betonirali, v kateri nismo gradili, v letu, v katerem smo se veliko usmerjali v našo dejavnost, kako nadgraditi, kako izboljšati sistem delovanja, poslovanja, kako biti čim bolj prijazen do obiskovalcev, kako biti čim bolj prijazen do okolja in tako dalje. Kljub temu smo nekaj investicij zrealizirali, sicer manjših, v širitev recepcije, ureditev zunanjih plaž, teras in še nekaterih manjših zadev. Ampak bistvo, kot sem rekel, je bilo dejansko v sam proces. Ta naša prizadevanja in ta naša usmeritev si je v lanskem letu zagotovo pokazala kot pravilna. Eno kot tako je že vi, ki jih nam redno prihajate, potrjujete. Ta drugo, pa ker pa seveda je tudi izredno pomembno, tudi v lanskem letu stroka kot taka, skozi te nagrade, ki so bile že omenjene, ne bi želel ponavljati. Zagotovo pa je treba reči in poudariti, da je to bila lansko leto žetev, katero smo sejali že pred 10, celo 15 leti. Kajti takrat, po moji oceni, je bilo najbolj smelo, takrat tudi predrzno, da smo se odločili za način pristopa k gradnji in pa razvoja Term Snovik, korak za korakom, s ciljem, da bomo čim bolj prijazni in odgovorni do okolja, prijazni do obiskovalcev, ustvarjali primerne pogoje za delovanje zaposlenih in seveda energetsko učinkoviti in tudi na koncu uspešno, za kar se vse skupaj gre. Z vsem naštetjem lahko rečem, da smo uspešni, samo način poslovanja zagotovo ni še tisto, kar bi se mi vse skupaj želeli. Tudi te nove razmere, nova situacija, ki se dogaja, še dodatno k temu prispeva, ampak sigurno pa je, da je ta potrditev tista, ki nam daje veliko pozitivne energije za nadaljne aktivnosti in nadaljne delo. Tako bo tudi letošnjem letu in naprej, vsaj naslednje 2 leti, bomo čim več energije vložili v smislu kvalitete, v smislu inovativnosti, v smislu delati to, kar bo našim obiskovalcem, to, kar bo vam čim bolj povšeči in seveda to prenašati tudi v širše okolje, v smislu povezovanja, v smislu nadgradnje turistične ponudbe. Mi se že od samega začetka skušamo in zagotovo maksimalno trudimo, da se čim širšem smislu povezujemo kot na tem mikronivoju, lokalnem in seveda tudi na nivoju države in pa tudi širše. V letošnji situaciji, pred 2 dnevi sem bil na okrogli mizi v Ljubljani na sejmu TIP, turizem in prosti čas, ki je bilo veliko povedanega tako in drugače, ampak najbolj se mi je prijela misel, da moramo pač se čim bolj vsi skupaj poangažirati in čim bolj zavedati tudi se slovenstva in čim bolj en drugemu pomagati, da bomo to situacijo prebrodili, kajte v krizi ne želim govoriti, da bomo čim več gostov povabili v svoje kraje in da bo s tem tudi dosežena sinergija in pa na koncu rezultati, kateri so potrebne, če se želimo skušati razvijati naprej. Da ne bi želel biti predolg, bi se na koncu vsem skupaj, dragi prijatelji, ki ste nam v teh 7 letih
aktivnega dela, kajti teh 7 let smo delali 365 dni in po 24 ur na dan. To je treba vedeti, kajti naše naprave, naš sistem izvrtijo se neizkončno, samo 2 dni v letu, to se pravi predzadnji vikend v septembru, ustavimo ta pogon za 2 dni, kjer naredimo generalko in potem spet poje pesem dalje. Da ste nas v teh letih bodrili, prihajali k nam pomagali, ker veliko vas je tukaj, ker nas je na tak in drugačen način pomagal pri našem poslovanju, našem sistemu. Vam iskreno izrekam zahvalo in seveda po drugi strani vabim, da čim večkrat pridete v ekosvet termalnih užitkov Terme Snojk. V teh letih mojega županovanja, ko so rasle terme z 7. obletnico letos jih na nek način ta rast obeležujete, dovolite, da vam čestitam. Zagotovo za uspešna leta v minulih letih, seveda, ko ste na nek način z veliko kuražo, z velikimi ambicijami in tudi realnimi ambicijami pripeljali te investicije do današnje faze. Zagotovo pa najbrž časi velikih investicij v prihodnjih letih, kljub temu, da so bile zamišljene, ne bodo tako drzne, ne bodo tako zahtevne in ne bodo tako korajžne. Zagotovo pa lahko v tem trenutku rečem, da morda izkoristite tisto misel nekaterih naših ekonomistov, da iz te situacije, ki jo na nek način še težko realno ocenimo, da iz te situacije izidete na nek način močnejši. Kaj imam v mislih? Velikih agencijskih turističnih potovanj po svetu bo seveda zagotovo manj. Ne mislim na slovenske turiste, na Slovence, ki odhajajo na Maldive in ne vem kam še vse, ampak zagotovo nam bodo evropski turisti bistveno bližje, kajti vendarle so relacije krajše in seveda tudi prometne povezave oziroma prometne poti bodo na ta način tudi krajše. Morda je to trenutek tudi razmisleka, kako naprej, ker vem, da seveda vas tudi za nazaj še finančno kar nekaj obveznosti čaka. Torej, računajte na domače goste, to, kar je v štartu tudi bilo, bom rekel, največ ponudbe za domače goste, pa vendar ste vsa ta leta spremljali tudi ponudbo za tuje turiste, ki prihajajo v Kamnik. Na ta način sem prepričan, boste upravičili vsa ta dosedanja vlaganja in seveda tudi vse tisto, kar konec koncev tudi s temi termami pomeni nova delovna mesta za bližnjo in širšo okolico. In kar je pomembno, seveda, povezava z drugimi turističnimi destinacijami, z našo agencijo in seveda z vsemi nosilci tudi turističnega razvoja v občini Kamnik. Trdna povezava pomeni seveda tudi trdno sedeti v sedlu, v organizaciji in seveda vodenju vaše firme. Torej, še enkrat iskrene čestitke in naj bo čim več pravilnih dni, naj bo čim več zadovoljnih ljudi pri vas.